To je verjetno najpomembnejši video, ki ste ga letos gledali. V petek so ameriški regulatorji zaprli banko Silicon Valley Bank. To je bila 15. največja banka v Ameriki in imela je okoli 200 milijard depozitov od svojih strank. To je bil tudi drugi največji bank failure v zgodovini Amerike in v bistvu zdaj se ljudje sprašujejo, kaj bo to prineslo, kakšne posledice bo to imel, ampak lahko vam zagotovim, da to bo imel posledice na finančne markete. V bistvu zdaj že videvamo, včeraj smo zvedeli nove novice, da je bila zaprta še ena banka in sicer Signature Bank v New Yorku, ki so imeli isto več kot 100 milijard dolarjev od svojih strank. Tako da zadeve so resne in veliko ljudi je to začel primerjati z krizo, ki smo imeli v letu 2008, ker je takrat propadalo v bistvu veliko bank. In moram reči, da to v bistvu kar daje dosti 2008 vibese, kar v bistvu ni nikoli dobro. Če si pogledamo recimo tale klip od GOAT-a investiranja Jim Cramerja, poglejmo si, kaj je rekel 8. februarja za banko Silicon Valley Bank. Best performer year to date is SVB Financial. Don't yawn. This company's a merchant bank with a deposit base that Wall Street had been mistakenly concerned about. SVB is the old Silicon Valley Bank. Recently bought one of our favorite research firms, MoffettNathanson, and it's become less dependent upon private equity and venture capitalist offerings. Wait a second. Those dried up last year, they could come back. Yeah, some of them come back here, but the stock directly affects an oversold position. Stock was the fourth worst performer in 2022. I think the fears were not justified, and it's a very compelling situation. Hey, by the way... No, zdaj pa si poglejmo, kaj je Jim Cramer rekel leta 2008 za banko Bear Stearns, lih preden je ta banka propadla. Peter writes, should I be worried about Bear Stearns in terms of liquidity and get my money out of there? No, no, no. Bear Stearns is fine. Do not take your money out. This is real. If there's one takeaway other than a plus 400 somewhere, Bear Stearns is not in trouble. I mean, if anything, they're more likely to be taken over. Don't move your money from Bear. That's just being silly. Dost podoben, ja, ampak mogoče smo mi krivi, ker nas je Jim Cramer v bistvu upozoril 8. februarja. Glede na to, da je on predlagal, bi mogli vedeti, da je nekaj narobe. Poleg tega, če vam povem še eno zanimivost, CAO pri Silicon Valley Banku je bil v preteklosti do leta 2007 CFO pri banki Lehman Brothers, ki je bila pa ena izmed večjih bank, ki je propadla leta 2009. Tako da to povzroča zelo veliko panike v marketih in mogoče, če ste gledali kaj ta kanal, ste me slišali kdaj reči, da mislim, da pač so lovsi v finančnih marketih, v stock marketu, v kripto marketu že bili, razen če vidimo kakšen Black Swan type event. To pomeni nek event, ki ga ni noben pričakoval, ampak v bistvu naenkrat poruši veliko stvari v finančnem marketu in v bistvu pol pač ful poveča volatility in to je nek tak event probably, ki bi lahko povzročil, da gremo na nove lovse. Tudi če si pogledamo VIX Volatility Index je samo v 2 dneh zrastel 25%, medtem ko na najvišji točki je ta številka bila bolj okoli 50%. In pa tudi če pogledamo ameriške bonse oziroma obveznice, two-year treasury so padali na 4,4%, sam približno en teden nazaj so bili na več kot 5% in to je bil najhitrejši drop v two-year treasuryjih od leta 2008 in pa 10-year treasuryji so isto padali na 3,6%, medtem ko en teden nazaj so bili na 4,1%. No, dajmo si zdaj v bistvu pogledati, kako se je to sploh zgodilo, kako je lahko prišlo do tega, da je toliko velika banka v bistvu propadla. In če si najprej v bistvu pogledamo, kaj sploh je Silicon Valley Bank, zato ker to v bistvu ni neka vaša navadna banka, nekje, kjer bi imela vaša babi mogoče 1000 evrov na bančnem računu. Oni se v bistvu specializirajo za malo drugačne stvari, v bistvu ponujajo pač financial service za startup podjetja, se pravi neka manjša podjetja, ki imajo v bistvu velike ambicije za naprej, ampak imajo mogoče malo slabše fundamentalse, zato ker v bistvu tudi ta podjetja rabijo
rabijo svoj banking sistem, svoj banking service in pač v bistvu že samo tega je bila to 15. največja banka v Ameriki. Tako da medtem, ko so mogoče kakšne večje banke, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, zelo pač take konzervativne, pa dosti diversificirane, imajo pač razporejen dosti svoj cash, dobivajo od različnih virov depozite. So po drugi strani Silicon Valley banka zelo bolj skoncentrirana v bistvu samo na eno industrijo in to v bistvu je že takoj zaradi tega je pač dosti bolj tvegajo. V bistvu najprej, da bomo razumeli, kako so propadali, morate vedeti, kako banke sploh delajo denar, kako oni služijo. Se pravi, banke, ki dobijo v bistvu depozite od strank, je eno pravilo, se pravi fractional reserve banking, da rabijo banke držati v bistvu samo 10% teh depozitov pač v vseh časih. Vedno morajo imeti 10% z ostalim cashom, pa ga v bistvu lahko oni uporabijo, da pač delajo nek interes na ta cash. Ali to pač posojanje med drugimi bankami, ali to investiranje v securityje, kakor so recimo obveznice. V glavnem z ostalim cashom probajo nekako nekaj narediti iz njega. Se pravi, morajo nekako, in to je cel business model bank v bistvu. Morajo se odločiti, v kaj bojo investirali in velikokrat se v bistvu banke odločijo, da bojo investirale v obveznice. In tukaj imajo basically dve možnosti. Ali bojo investirali v short term assete, to so naprimer vaši 3-month treasury, 6-month treasury, ki pač v bistvu vam lock-upajo denar, se pravi za 3 mesece, 6 mesecev, odvisno za koliko časa vzamete, imate tudi za 1 mesec. No in te investicije so pač relativno varne, ker so za dosti malo časa, so pa zaradi tega pač manjše obresti na njih. No, imajo pa tudi drugo možnost investirati v malo bolj longer term assete, 2-year treasury, 3-year treasury, tudi 10-year treasury, ki pač plačajo več obresti, ampak so v bistvu zelo bolj tvegani, zato ker lahko te obresti na recimo 2-year bondsih zelo nihajo in v bistvu se zaradi tega pol tudi spreminja cena teh obveznic. In basically so oni pač stuck v teh bondsih, dokler se ne izsečejo, ne. No, in kaj so oni naredili? Oni so se odločili za to drugo opcijo, da bojo investirali bolj v longer term assete, v longer term treasuryje in v bistvu so 2021 pa 2022, ko so pač naredili največ casha, ker je takrat cel market boomil, ured za temi startup podjetji je bilo zelo lahko dobiti cash in so zelo velik casha so ta startup podjetja mogla dati v banko, ne. No in v teh 2 letih so oni investirali skoraj 100 milijard v obveznice, večinoma od tega v 3-letne a pa 4-letne treasuryje za povprečno okoli 1,8% interesa. No, ampak kaj se je pol zgodilo v letu 2022? Yieldsi na pač treasuryjih so v bistvu skyrocketali gor, zato ker se je Fed odločil, da bo zvišal obrestne mere, da bi pač zmanjšali inflacijo in to pol pač večje obrestne mere prenesejo pač tudi večje obresti na treasuryjih. No in v bistvu kako deluje value teh bondov na pač secondary marketu, oni jih lahko pol prodajo. V bistvu pač, ko se zviša yield na treasuryjih, pol pade cena vašega treasuryja, ki ima pač manjši yield, če razumete. Če vam dam recimo en primer. Če vam dam en v bistvu preprost primer, poenostavljen. Recimo, da bi kupovali treasuryje samo za 1 leto. Oni so jih pač kupovali za več let, ampak rečemo, da bi kupili treasury za 1000 evrov, se pravi za 1000 evrov za 1 leto z 2% yieldom, bi po 1 letu dobili, se pravi
1020 evrov. No, zdaj pa rečemo, da ta yield v bistvu ni več 2%, ampak je 5%, kar se je pač tudi zgodilo, ker so se zvišale obrestne mere, se pravi, zdaj je ta yield 5%, bi dobili 1050 evrov, ne? No, in v bistvu avtomatsko pol te bonzi ratajo manj vredni, zato ker za 1000 evrov lahko kupite tega, zakaj bi pol v bistvu za 1000 evrov kupili tega, ne? Se pravi, te bonzi pol postanejo v bistvu toliko vredni, kolikor bi mogli pri 5% plačati, da bi dobili to cifro. Se pravi, te bonzi so pol v bistvu vredni okoli 970 evrov, zato ker pri 970 evrih bi pri 5% v enem letu pol dobili 1020. Tako da ja, to je v bistvu ful poenostavljeno, ampak oni bi v bistvu, če bi hoteli prodati te bonze, ki jih držijo, bi jih mogli prodati za ful velik discount. Tako da relativno cel njihov portfolij teh obveznic je bil v bistvu v minusu, če gledamo unrealized gains, če bi oni mogli prodati te obveznice, bi pač v bistvu bili ful v minusu. In tukaj so imeli v bistvu pol dve opciji, se pravi, prva opcija je, da pač počakajo, da se te bonzi iztečejo, to pol nič ne zgubijo, v bistvu dobijo ta interest, ki je bil določen, ko so kupili te obveznice. No, če pa bi rabili prodati te obveznice, smo pa rekli, da bi jih v bistvu lahko za ful manj prodali in bi mogli v bistvu realizati ful izgub na teh investicijah. In ja, pač to načeloma ne bi bil problem, če bi oni lahko počakali, da se te obveznice iztečejo, pa bi dobili svoj interest. Ampak problem je bil, ker so oni rabili cash. Zakaj so rabili cash? Ker folk v bistvu ni več nič depozitu v to banko. Se pravi, startupi so pač dosti dragi, v bistvu zdaj že lani in letos ne dobivajo več toliko casha, zato ker je pač market v toliko slabšem stanju in v bistvu ne depozitajo več toliko v to banko. Oni so pa rabili cash v bistvu že za withdrawal in v bistvu niso imeli pač dosti casha in zato so rabili prodati nekaj teh obveznic. Če si pogledamo sam na hitro še njihov balance sheet, se pravi leta 2022 so imeli oni 1,5 milijard net incoma, leta 2021 pa 1,8 milijard net incoma skoraj. No, in oni so mogli zdaj pred kratkim so morali prodati 21 milijard teh njihovih obveznic, na katerih so v bistvu zgubili 1,8 milijarde. Se pravi, se je njihov net income iz zadnjega leta takole v bistvu zbrisal, ko so mogli prodati te obveznice. No, ampak to še ni v bistvu vse. Če si pogledamo njihov balance sheet, oni so napisali, da imajo 91 milijard assetov v obveznicah, ampak v bistvu, če pogledamo, kaj so tukaj napisali v oklepaju, je ta prav value teh obveznic v bistvu samo 76 milijard. Se pravi, če bi jih hoteli prodati zdaj, je ta value sam 76 milijard. In tako da so v bistvu še dodatno 15 milijard v minusu. No, in v sredo v bistvu se je vse začelo podirati, ko so naznanili, da bojo mogli zaradi te izgube, ki so jih dobili na bondsih, se pravi 1,8 milijarde, zbrati 2,25 milijard novega kapitala. In to je v bistvu pripeljalo do panike pri njihovih strankah, ki so začele pač withdrawati svoj cash pri investorjih, ki so začeli prodajati stok. In vse se je v bistvu še ful poslabšalo, ker je Peter Thiel, to je co-founder PayPala, Palantir Technology, pa v bistvu nek early investor v Facebook, tako da pač zelo znan investor / CEO on je opozoril, se pravi, on ima nek svoj tech venture capital fund in je opozoril vse podjetja v temu fundu, da naj čim prej v bistvu vzamejo cash ven iz te banke. In to v bistvu vse skupaj je pripeljalo do bankruna. Kaj je bankrun? To je v bistvu, ko pač ljudje
imajo nek cash v banki in mislijo, da je neka šansa, da pač da je ta cash v nevarnosti, da ga mogoče ne bojo videli več in kaj pa v bistvu naredijo, probajo čim prej dobiti ta cash ven. Kar povzroči v banki težave z likvidnostjo in v bistvu to prinese pol še dodatne probleme. Tako da to se je zgodilo v tej banki, kljub temu, da je CEO pol rekel, ne ostanejo vsi mirni, da ima banka dosti likviditija za vse stranke, ampak kar je rekel je, da za eno izjemo, če vsi naenkrat začnejo v bistvu govoriti, da so v težavah, pol bojo imeli probleme pri izplačevanju vseh. Kar je po mojem mnenju naredilo v bistvu situacijo še bolj sketchy, da je CEO rekel, da imajo dosti likvidnosti, razen v bistvu, če vsi hočejo svoj cash. No in ta v bistvu strah je prinesel do tega tudi, da je njihov stock price dropil v četrtek 60%, in v bistvu pol v aftermarketu je dropil še dodatnih okoli 60% na okoli $35. Stock je bil zdaj pred kratkim v bistvu $300, pa leta 2021 je bil $700, samo da imate neko predstavo. No, ampak v petek se pa v bistvu sploh ni odprl za tradanje, ni se ga mogli tradati. Tako da ja, v petek so pol tudi regulatorji zaprli banko, prevzeli so jih ameriški FDIC in v bistvu zdaj od takrat se je veliko ta vikend govoril, kaj se bo zgodilo, a bojo stranke dobile cash nazaj ali ne. No in včeraj smo končno dobili update, kaj se bo zgodilo s tem cashom in kar je zanimivo, dobili smo ta update v bistvu pred Asian Market Openom, se pravi vidimo, da se jim je dosti mudil, ker probably vejo, kaj bi to povzročilo v marketu, v bistvu, če se ne bi še nič zgodilo. No in sicer, kaj se je zgodilo? Federal Reserve se je v bistvu basically odločil, da bojo mogli bailoutati to banko in sprejeli so program za $25 milijard in v bistvu so zagotovili, da so vsi depoziti varni, vsi bojo pač dobili svoj cash, ki so ga imeli v tej banki ven. Poleg tega je bila prevzeta še ena banka včeraj, kot sem rekel že na začetku videa, Signature Bank v New Yorku. Tudi oni so se pa zaprli in tudi oni so imeli okoli 100 milijard casha. In ja, v bistvu zdaj v roku 3 dneh so propadle 2 izmed 40 največjih bank v Ameriki, ki so imele skupaj več kot 300 milijard depozitov v bistvu od strank. Tako da Fed je odprl ta program za 25 milijard. Kolikor smo prej računali, ta Silicon Valley Bank je probably short okoli 15 milijard assetov, tako da teh 25, mogoče je 15 okoli za Silicon Valley Bank, pa okoli 10 za Signature Bank, tega v bistvu še ne vemo. Ampak ja, verjetno bomo tudi zdaj dobili veliko podatkov, še kar se tiče tega Signature Banka. Ampak ja, v bistvu zdaj zadnje novice so, da vsi bojo dobili svoj cash nazaj, od vseh cash je varen, tako da I guess so to dobre novice. Vprašanje pa, kaj bo to v bistvu povzročilo zdaj z marketom, ker Fed bo mogel nekako dobiti ta denar, a bojo začasno spet vključili printerje casha, tega v bistvu še ne vemo. Rekli so samo, da ta denar ne bo prišel od taxpayerjev. Ampak ja, v bistvu tukaj morate malo razumeti, da to so še vedno banke, to ni recimo nek vaš FTX, ki pač so vsi izgubili cash. To je dosti bolj resen shit. Pač, tukaj je tudi FDIC, ki je bil ustanovljen pač leta 1929 po tisti krizi, ki je bilo veliko bank runov, lih zaradi takih situacij, da se to ne bi zgodilo. Sicer pri FDIC-ju je denar pač zagotovljen samo do 250,000 in pri tej banki je imel samo okoli 3% strank manj kot 250,000 na svojem računu. Ampak ja, zgleda se je Federal Reserve odločil v bistvu, da bo vse rešil.
Tako da ja, verjetno bo v bistvu še dosti zanimiv, to bomo dobili zdaj verjetno v kratkem, že ta teden, dosti novih updateov, če bo kaj zanimivega, bom coveril na kanalu. Za ta video je pa to v bistvu to, se mi zdaj res pomemben, da vsi razumete, kaj se je zgodilo, pa pač zakaj je to pomembno, ne. In ja, v bistvu, če vam je bil všeč video, napišite kakšen feedback v komentarje. Drugače pa to no, za danes. Hvala, ker ste gledali, pa se vidimo v naslednjem videu.